Potem, ko je ob dobri igri nekaterih stranskih igralcev opozicija prejšnji teden uspela zmanjšati zaostanek za koalicijo na samo 2 glasova, je vlada odgovorila s spremembo taktike. Prvič po 2 dolgih mesecih vladanja, tisoče tvitih in eni izdani pravljici, je v parlamentarno igro namreč vstopil prvi zvezdnik vlade, virtuoz politične igre Janez Janša. Velikega vodjo so še pred vstopom v hram demokracije pričakali številni navijači. Dajmo pogledati. 선가 드립니다. 을 주고 싶으시오. 조국 역사에 특지할 대경사, 인류 역사의 신 아이들. Se opravičujem, očitno so vam predvajali posnetek napačnega velikega vodje. To, ali pa se je gospod Janša med karanteno pošteno zredil in dobil polno glavo las. Kakorkoli že, živahno dogajanje se je izpred preselilo tudi v Državni zbor, kjer so lahko gledalci kmalu videli domiselno opozicijsko napadalno akcijo po levi. Vsakič, ko ste na oblasti, državo obremenite s svojimi frustracijami, zgodbicami starimi več kot 70 let, z agresivnimi napadi na vse, ki mislijo drugače, ali si vas celo drznejo kritizirati prvorazredno nedotakljivo božanstvo, po sistemu, kdor ni z nami, je proti nam. Gospod Janša, kdaj mislite odstopiti? Vsekakor lep poskus gospe Violete Tomić, poslanke Levice in bonus lika v igri Mortal Kombat. Za razliko od likov Milene in Kitane se lik Violete na koncu namesto s tem šefom sooči s tem šefom in zgubi. Gospa Tomić namreč ne razume, da je šef vlade imun na racionalnost, spraševanje, kdaj bo odstopil, pa je podobno smiselno kot spraševati vodo, kdaj bo suha. Enostavno ne bo. En dan po odmevnem dvoboju Janša proti Tomić pa je na svoj način proti vladi protestiral tudi novopečeni član LMŠ, gospod Jani Möderndorfer. In če ste v vladi razglasili, da je konec epidemije, potem ne morete reči, konec je epidemije, ampak malo se bomo pa še hecali naprej. In jaz mislim, da je čas, da predsednik v smislu in duhu, kot seveda zastopate prvi med enakimi, tudi povzamete, ker v končni fazi mi odločamo o tem, kako bo red tekel v tem prostoru in ne NIJZ. In jaz tega več nam nosil. Še dobro, da je gospod Möderndorfer član LMŠ in ne član organizacije PETA. Sicer bi namesto maske v parlamentu protestno odvrgel vsa oblačila. Sicer pa ne verjamem, da je njegova poteza resnično politično motivirana. Človek nosi očala. Verjetno ga samo moti, da se mu z masko rosijo. Vendar pa tudi odvržena maska ni bila vrhunec tega parlamentarnega večera. Zato sta v poznih večernih urah nenadejano poskrbela poslanec SD Matjaž Nemec in podpredsednik Državnega zbora ter poslanec SDS Jože Tanko. Dajmo pogledati začetek tega dvoboja. Ko je dejansko, kakšen je vaš postopkovni ne glede na to, predlog? Dovolite, imam svoj čas, da obrazložim. Ja, lahko, če vam Prosim, ne posegati, imam 3 minute časa, bom povedal pa... vse in ne me prekinjati, spoštovani predsedujoči. Poroča dejanska tiskovna agencija. Predlog? Kje je bil v tem primeru kršen poslovnik? Imam svoj čas, spoštovani predsedujoči, ne zlorabljati. Opomin vam dam zdajle. Zlorabljate svoj položaj. Moj postopkovni predlog je, glede na to, da niste... Ste videli? To se pa dogaja, ko je na mizi zadnja runda. Večina jih je že šla domov, tistih par, ki je pa še ostal, se pa drug čez druga kregajo politiki. Ampak to je parlament in ne gostilna, zato je nadaljevanje spora potekalo povsem kulturno. Gospod Nemec pa je mirno sprejel, da mu je gospod Tanko vzel besedo. Skoraj mi je ratal. Skoraj. Kako si lahko drzneš to narediti? Pa kaj si misliš, da si? Anžeta Logarja nisi nič mu težil, meni pa jemlješ besedo. Pa kaj si misliš, da si? Ti si kršil, a si opozoril ministra? A si opozoril ministra? Minister je odgovoril. Jaz bom naredil. Gospod Nemec. Gospod Nemec ma je, kako se obnaša? Izvoli, prosim, da zapustite sejo. Pri tej točki dnevnega reda ne sodelujete več. Dame in gospodje, to je naš Državni zbor. 2 opaski, če ste slučajno zgrešili. Prvič, gospod Nemec ima rad ritne prispodobe. In drugič, poslanci opozicije in koalicije so si očitno tako nasprotni, da se ne morejo strinjati niti o tem, a se bodo vikali, a se bodo tikali. V luči groteskne politične situacije v državi se je ta teden zgodilo še eno politično presenečenje. Z mesta predsednika stranke SD je nepričakovano odstopil Dejan Židan. Neuradno, ker ga je zmotilo, da od prejšnjega tedna ni več edini Židan v stranki,
Uradno pa, ker je po 6 letih vodenja stranke prišel čas za zamenjavo na vrhu. Jaz sem že pred časom ocenil, da če želimo kot stranka napredovati, če želimo narediti nadaljni preboj, je poleg vseh prenov potrebna tudi prenova vodenja. Nepričakovano, ampak pošteno. Prav tak pa je bil tudi odziv vladne SDS, ki je gospodu Židanu takoj ob odstopu zaželela veliko sreče. Hecam se. V svojem glasilu je objavila članek, kjer namiguje, da so odstop zakrivili strici iz ozadja. Medtem ko si bo levi politični pol gospoda Židana zapomnil kot poštenega in spravljivega, si ga bo prvak SNS, gospod Zmago Jelinčič, po nečem drugem. Po čem si boste Židana zapomnili? Ja, potem, da je uničil celo generacijo prašičev, ki je uvozil bolane prašiče in so mogli vse pobiti. Ja, gospod Jelinčič se poleg orožja, farmacije in baleta očitno spozna tudi na prašičerejo. Ne vemo sicer, če je kdaj delal na kmetiji, vemo pa, da je že 30 let pri koritu. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.